Torej, lepo pozdravljeni vsi tisti, ki ste že vpisani na moje novičke in me redno spremljate, in pa seveda vsi tisti, ki ste se vpisali zdaj. V tem videu je za vas dostopna napoved za vsa znamenja za prestop Jupitra in Urana v Bika. Zdaj najprej povem, to je zelo pomembna informacija, da jaz upoštevam sideralni in netropski zodijak, kar pomeni, da upoštevam realno sliko neba, ker sem vedska astrologinja. Zdaj, napoved za vsa astrološka znamenja je narejena glede na vaš ascendent, luno, lahko pogledate tudi za sonce. Zdaj, če ne veste, v katerem znamenju imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji, lahko to izveste tako, da greste na spodnji link, ki ga bom prilepila v opis. Ta link vas bo peljal na spletno stran, tam izpolnite tabelico z vašimi rojstnimi podatki in na ta način lahko pridobite te informacije. Tako lahko potem vse skozi spremljate vse moje napovedi, ki so narejene po vedski astrologiji, to so predvsem napovedi za večje premike planetov. Zdaj, za moj YouTube kanal lahko tudi darujete in me tako lahko finančno podprete, da bom lahko te videe objavljala še naprej. Spodaj bom tudi prilepila link za kontakt in lahko darujete. Zdaj pa drugače, torej, če pogledate glede na ascendent, torej, potem ascendent pokaže, bom rekla, na neke materialne spremembe v vašem življenju, torej konkretne fizične spremembe. Luna, torej če pogledate preko lune napoved, pokaže na vaša čustva, pa karmo, torej na dogajanje, na katerega vi nimate toliko vpliva, razen če delate veliko preventive, na primer. Sonce pa tudi pokaže predvsem na zunanje dogajanje. Moram pa posebej poudariti, da so vse moje napovedi splošne, saj je vaša situacija vedno odvisna od vaše natalne karte in postavitve planetov v vaši osebni natalni karti. To je zelo pomembno, da veste. Odvisna je tudi od obdobij, ki jih živite, in tranzitov čez vaše hiše v vaši natalni karti. Torej, moje napovedi so splošne in so seveda odvisne od vsega tega. Zdaj, če bi želeli mogoče osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate. Torej na moj mail info@orakelc.si, lahko greste tudi na mojo spletno stran, torej na orakelolight.org in tam pod cenikom spodaj imate prijavnico in lahko izpolnite prijavnico. Seveda to velja tudi, če želite mogoče tarot svetovanje, tarot analize ali pa kaj drugega. Torej vse cene so dostopne na ceniku, spodaj pa prijavnice za vse moje storitve. No pa kar začnimo. No, pa smo najprej pri ovnih, torej če imate luno v ovnu, sonce ali ascendent v ovnu. Torej Jupiter in Uran se bosta srečala v vaši prvi hiši, kasneje se pa bosta maja in junija premaknila v vašo drugo hišo. Jupiter bo tam do maja 2025, Uran pa vse do decembra 2024. Torej malo manj časa. Zdaj, kaj ta konjunkcija v aprilu pomeni, v aprilu 2024? Močno bo vplivala na vas kot osebo, ker se bo zgodila v vaši prvi hiši, zato pazite nase. Je pa drugače to zelo dobra povezava za kakšne originalne ideje, ki bi se vam lahko porodile v tem času, tako da zato je pa to dober tranzit. Potem Jupiter v vaši drugi vam od maja naprej prinaša večjo usmerjenost predvsem na finance, premoženje, na denar. Imeli boste več priložnosti, da povečate svoj zaslužek oziroma premoženje. Verjetno se boste v tem času lotevali več projektov, ki pa se vam bodo na koncu zelo dobro obrestovali v finančnem smislu. Torej, delali boste predvsem na povečanju premoženja, tudi bolj stabilni boste glede denarja. In tako boste lahko poskrbeli ne le zase, ampak tudi za svojo družino. In na ta način si boste lahko zagotovili bolj udobno življenje sebi, svoji družini. Boste pa tudi v tem času bolj prizemljeni, bolj potrpežljivi in tudi usmerjeni v duhovno, ker Ketu bo pri vas namreč se nahajal še vedno v 6. hiši in bo pod vplivom tega Jupitra. Tako boste zdaj bolj razmislili glede vseh zadev, ne boste več tako nepremišljeni in hitri kot ponavadi, ker tale Jupiter v Biku vas bo precej umiril, vam bo dal več stabilnosti. Potem boste bolj usmerjali v konkretizacijo svojih idej, namer, ambicij. Potem želeli boste svoje ideje uresničiti v praksi, saj boste zdaj hoteli bolj uživati v sadovih svojega dela in zato vam bo to
bolj pomembno. No? Predvsej vam bo pomemben vidik materialni, torej materialni vidik vašega dela vam bo zdaj pomembnejši. V govoru boste bolj samozavestni, modri, praktični, ljudje bodo poslušali vaše nasvete, vas bojo tudi bolj upoštevali. Zdaj, govorili boste pa predvsem o duhovnih zadevah, to vas bo v tem času zelo privlačilo, tudi pomembna vam bo družina, vaši družinski člani in bom rekla, družini boste želeli zagotoviti več finančne svobode, več finančne varnosti. To bo zelo, zelo v ospredju v tem času za vas. Zdaj, če imate kakšen zdravstveni problem, ga boste zdaj lahko zelo uspešno rešili, potem zaslužili bi lahko tudi več denarja preko drugih ljudi, lahko bi v tem času dobili dediščino, zaslužili bi lahko preko zavarovalnih pogodb. To je drugače za vas zelo, zelo dober čas za investicije, posebej preko tujine. Ali pa boste dobili neko drugo dobro poslovno priložnost in boste preko tega lahko dobro zaslužili. V poslu boste drugače bolj duhovni, potem lahko bi imeli v tem času tudi stik s pomembnim učiteljem, lahko bi šli na neko romanje, pa bi tam srečali nekoga, ki bi vam bil kot učitelj, ali pa bo to oseba, ki vas bo na nek način podučila v določenih stvareh. Potem zelo dobro je, da naprimer takemu človeku darujete, naprimer hrano, guruju, učitelju, to je za vas zelo dobra preventiva v tem času. Drugače morate pa vi nasplošno paziti pri hrani, ki redi, ker boste imeli v tem času zelo dober apetit. Poleg tega se lahko lotite tudi kakšne diete. Uran v drugi vam od junija naprej lahko prinese neke nove nepredvidljive dogodke v družini, lahko tudi pri vaših financah in premoženju, ki pa bodo bolj kot ne pozitivne. Torej, te spremembe, te bojo pozitivne, dogodki bojo pozitivni. Morate pa paziti na govor z tem Uranom v drugi hiši. Če ovni želite osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate na moj mail info@orakelc.si. Lahko greste tudi na mojo spletno stran oracleoflight.org pod cenik. Če greste tam spodaj, torej imate tudi prijavnico, tako za Jyotish svetovanje, kot tudi za tarot svetovanje, za tarot analize, torej za vse moje storitve, tudi za mentorske programe. Bom tudi spodaj na linku prilepila povezavo. No, pa smo tukaj že pri biku. Torej, če imate luno v biku, sonce ali ascendent v biku, torej, kaj se bo pa vam dogajalo? Jupiter in Uran se bosta srečala v vaši 12. hiši, kasneje se bosta maja in junija premaknila v vašo prvo hišo. Jupiter bo tam do maja 2025, Uran pa do decembra 2024. Zdaj, konjunkcija se bo zgodila v vaši 12. hiši, zato se lahko zelo, zelo dotakne vašega zdravja. Potem lahko se zgodi tudi kakšen pomemben, precej nepredvidljiv dogodek v nekih zaprtih ustanovah ali pa v tujini. Lahko tudi vi doživite nek zelo globok uvid in tako tudi dvignete zavest. Lahko pa doživite tudi zelo močne in transformativne sanje. Torej, nekaj v zvezi s tem se vam bo zagotovo zgodilo. Vaša podzavest bo zelo aktivirana, pazite v tem času na spanec in tudi pazite na nepredvidljive stroške, ki bi se vam lahko pojavili takrat, torej v aprilu 2024. Jupiter v vaši prvi pa vam od maja prinaša veliko optimizma, pozitivizem, dobro voljo, več priložnosti, da sebe razvijete kot osebo, da izrazite svoje talente, sposobnosti, torej da izrazite svojo kreativnost. Predvsej boste sebe izrazili na več načinov zdaj. Torej, lahko boste sebe izrazili drugače kot prej. Bolj boste tudi navdušeni, bolj boste optimistični, tudi bolj boste zadovoljni sami sabo. Poleg tega pa boste zadovoljni tudi z drugimi stvarmi v vašem življenju. Odkrivali boste vašo naravo, veliko se boste ukvarjali sami s sabo in seveda vse to vam bo omogočilo, da boste tudi v tem času lahko osebnostno rasli in se razvijali. Do vas bodo prišle nove priložnosti, tako za osebnostno rast, kot tudi za druge stvari. Poleg tega se vam bo zdravje izboljšalo, osvojili boste bolj nove, zdrave navade, to je v zvezi z gibanjem, prehrano.
in boste se verjetno bolj zavedali, kaj jeste, imeli boste boljšo rutino. Poleg tega je pa to v tem času za vas zelo pomembno, se morate paziti, da si ne povečate teže, ker Jupiter čez prvo vedno prispeva k temu, da lahko se ljudem poveča teža. Potem vaši prihodki se bojo tudi izboljšali, ker je to za vas tudi zelo, zelo dober tranzit za povečanje bogastva, tako materialnega ali kakšnega drugega, naprimer povečanje znanja. Zanimala vas bojo okultna, duhovna znanja, s katerimi si boste želeli povečati svoje obzorja. Naprimer, mogoče vas bo privlačil tudi lahko džotiš, torej vedska astrologija, astrologija na splošno, reiki, tarot. Vaša intuicija se bo zelo izboljšala in v tem času boste lahko tudi odkrili stvari, o katerih prej niste vedeli. Lahko celo pridejo na plan stvari, ki naprimer ne želite, da bi jih drugi vedeli, zato bodite pazljivi pri tem. Na globokih ravneh vas tako čakajo spremembe, preobrazbe, torej življenjsko pomembne spremembe se lahko zgodijo. Se pa lahko v tem času pojavijo tudi preizkušnje, ki pa vas bojo zelo spremenile in preobrazile. Poleg tega se boste v tem času zelo veliko ukvarjali s finančnimi zadevami, lahko naprimer z denarjem od vašega partnerja, lahko z dediščino, z denarjem od zavarovalnih pogodb ali pa kaj podobnega, ali boste urejali kakšne pravne zadeve in boste mogoče od tega tudi kaj zaslužili. Želje se vam bodo izpolnile, krog ljudi, s katerimi se družite, se bo povečal, ljudje vam bojo nasplošno kar naklonjeni, zelo se vam bodo izboljšali odnosi, tako s partnerjem, osebnim, poslovnim, kot tudi z otroci. Zdaj pri otrocih verjetno že od novembra 2023 čutite nek umik, zdaj se bo pa to malo umililo in boste imeli boljši odnos. Zdaj, če pa želite otroka, pa se bojo tudi neke ovire umaknile, pa bi mogoče bil to, bom rekla, boljši čas za to, da zanosite. Ampak še vedno pa ni optimalen. Ampak seveda je to odvisno tudi od vaše individualne karte. Uran v prvi vam od junija naprej lahko prinese neke originalne ideje, drugače pa pazite nase in na svoje zdravje. Nekaj v zvezi z zdravjem boste pa drugače zelo, zelo uspešno rešili. Zdaj, če biki želite osebno džotiš analizo, me lahko kontaktirate na moj mail info@orakelc.si. Lahko greste tudi na mojo spletno stran oracleoflight.org, na cenik, spodaj imate prijavnico za džotiš svetovanja, imate pa prijavnico tudi za tarot svetovanja, za tarot analize in tudi za vse moje druge storitve, naprimer za mentorske storitve. Torej, imam tudi svoj program mentorski Oracle of Light. Če se želite na to prijaviti, se prav lahko to prijavite, prav tako se lahko tam prijavite, a ne? Torej, vse cene so dostopne tam, drugače bom pa spodaj prilepila v opis tudi link, pa boste imeli tam povezavo, kliknete in pridete torej do spletne strani, torej do cenika in do prijavnice. No, pa smo tukaj že pri dvojčkih. Torej, če imate luno v dvojčku, sonce ali ascendent v dvojčku, kaj pa vas čaka? Torej, Jupiter in Uran se bosta pri vas srečala v vaši 11. hiši, kasneje se bosta maja in junija premaknila v vašo 12. hišo, Jupiter bo tam do maja 2025, Uran pa do decembra 2024. Dvojčki, torej dvojčki imate zelo zanimivo situacijo. Konjunkcija v aprilu se bo zgodila v vaši 11. hiši. To vam lahko nenadno prekine nek priliv denarja, na hitro pa vam lahko prinese nek drug, nov finančni priliv. Torej nekaj v povezavi s tekočimi prihodki se vam lahko tukaj na hitro spremeni. Torej lahko se vam pa nek priliv denarja tudi na hitro precej poveča. Potem se lahko kaj zgodi tudi v povezavi z vašimi prijatelji, lahko pa se vam tudi izpolni neka dolgoletna želja, tudi precej na hitro. Drugače Jupiter v vaši 12. vam od maja prinaša več duhovnosti, notranje rasti. Vaš fokus bo usmerjen v duhovne vidike, v razvoj vaših notranjih hotenj, potencialov. To je zato dober čas, da se povežete sami s sabo, da dvignete svojo zavest na tak način. Ker v tem času boste imeli možnost, da prepoznate svoje notranje blokade, da jih odpravite.
torej tudi vaše neke škodljive notranje programe, vzorce, prav tako, da to zavestite in tudi odpravite. Zdaj, vaša samorefleksija bo močna v tem času, tudi intuicija. Tako boste verjetno se želeli lotiti kakšnih duhovnih praks, naprimer meditacije ali pa energijskega zdravljenja, lahko reikija. Zanimala bi vas lahko tudi kakšna astralna potovanja. To je drugače dober čas, če se boste naprimer želeli malo umakniti, tako da vas bo lahko povleklo v tujino, na potovanje, v nek umik. Poleg tega boste tudi precej dobrodelni, lahko bi se ukvarjali v tem času s kakšno humanitarno dejavnostjo, želeli boste pomagati drugim. Drugače 12. hiša je tudi hiša stroškov in dobro bi bilo, da je ta strošek vaš povezan tudi s kakšnimi donacijami, ker to bi bila za vas zelo, zelo dobra preventiva za ta tranzit. Drugače boste imeli neke stroške, verjetno v domu, lahko povezavi z vašo mamo, lahko tudi za kakšne športne aktivnosti, lahko povezavi z vašimi hišnimi ljubljenčki ali pa v namene zdravljenja. Lahko tudi v povezavi s partnerjem ali poslom. Boste pa želeli biti v tem času precej bolj sami, dobro se boste počutili na samem, tukaj boste lahko predelali vse, kar vas bo zanimalo, pa tudi težilo. Poleg tega bo pa vaš spanec boljši. Drugače pa bodite pozorni na vaše sanje, ker sanje bojo zelo sporočilne v tem času. To je, kot sem že zgoraj rekla, torej dober čas za raziskovanje vaše podzavesti, vaših globokih čustev. Potem bo v tem času v ospredju tudi vaš posel, tukaj bi vas lahko nepričakovano podprli ljudje, ki jih ne poznate, ali pa ljudje, za katere ne bi nikoli pričakovali, da vas bojo podprli. Vaš posel in poslovni partnerji bojo verjetno povezani s tujino, z zaprtimi ustanovami, in preko njih boste dobili večje in dobre priložnosti za širitev in razvoj. Drugače je to pri vas na splošno čas, ko boste nekatere stvari končno privedli do konca, torej nekaj boste končali, nekaj boste zaključili. To je lahko nek projekt v službi, lahko tudi kakšno partnerstvo, poslovno ali pa osebno, ampak ne glede na to, kaj to bo za vas pozitivno. Zdaj, če ste samski, lahko koga spoznate v tujini, ali pa nekoga, ki je zelo duhovna oseba, ki se ukvarja z duhovnostjo. Lahko se vam zgodi tudi kakšna skrivna ljubezenska veza. Ali pa se boste na splošno vezam izogibali, torej odvisno, kam bo ta energija šla. No, Uran v 12. vam od junija prinaša nenadne spremembe v povezavi s tujino, zaprtimi ustanovami, te bodo pozitivne, lahko vam pa prinese tudi nepredvidljive stroške. Zdaj, v tem času morate biti bolj pazljivi na zdravje, torej do decembra, ko bo Uran tam, posebej spalne navade, bodite tudi pozorni, tudi na vaše sanje, na podzavest. Je pa res, da boste nekaj verjetno na hitro prekinili, ampak bo to pozitivno, ker je Jupiter zraven. Tako da se ne bojte tega tranzita, bo v redu. Seveda pa odvisno spet od vaše individualne natalne karte, kaj se vam bo osebno dogajalo. Tako da, če dvojčki želite torej osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate na moj mail info@orakelluci.si, lahko greste tudi na mojo spletno stran oracle.org, na cenik, tam imate torej vse cene, poleg tega imate pa spodaj tudi prijavnico, tako za Jyotish svetovanja, kot tudi za tarot svetovanja, za tarot analize, tudi če želite iti na moj mentorski program ali pa na izobraževanje, torej vse imate možnost tam, da izpolnite, oziroma ne, izobraževanje morate iti posebej, torej na izobraževanja. Torej tukaj na ceniku imam zdaj samo svetovanja. Drugače bom pa spodaj prilepila vse linke, pa si lahko pogledate, torej kliknete in vas to pelje na mojo spletno stran. Torej linke bom prilepila tako za svetovanje, kot tudi za izobraževanje. No, pa smo tukaj že pri rakih. Torej, če imate luno v raku, sonce ali ascendent v raku, kaj se bo pa vam dogajalo? Torej, Jupiter in Uran se boste srečala v vaši 10. hiši, kasneje pa se boste maja in junija premaknila vašo 11. hišo. Jupiter bo tam do maja 2025, Uran pa do decembra 2024. Torej,
Raki. Konjunkcija v aprilu se bo torej zgodila v vaši 10. hiši, to je hiša posla, statusa, kar vam torej v službi, poslu ali statusu lahko prinese neko nenadno spremembo, ampak ta bo verjetno pozitivna, ker je Jupiter poleg Urana. Tako vam bo lahko ponujeno neko novo delo, nek posel, projekt ali pa celo neko napredovanje, bo pa to verjetno za vas presenečenje, to verjetno ne pričakujete. Drugače pa vam Jupiter v vaši 11. hiši od maja prinaša veliko novega in to predvsem na finančnem področju. Tako vam bo ta tranzit prinesel neke nove vire prihodka ali pa povečal te prihodke, ki jih že imate. Tako da tekoči prilivi bodo večji, stalni in ti vam bodo nudili veliko varnosti in tudi obilo zadovoljstva. Tako bodo ti večji prilivi verjetno zaradi tega, ker se vam bo povečal tudi krog ljudi, s katerimi se boste družili, tako da lahko zagotovo pričakujete več strank, več dela, posebej, če delate v kakšni storitveni dejavnosti, pa tudi na splošno. Torej, če delate v panogi, kjer servisirate druge in pomagate pri zdravju, pri njihovih problemih, ali pa če na primer delate v javni upravi, ali pa v izobraževanju, ali pa v povezavi z potovanji, torej, če delate kaj v zvezi s tem, ali pa mogoče na kakšnem duhovnem področju, zagotovo se vam bodo prilivi povečali, če delate na teh področjih. Potem je nakazan tudi večji trud v vaši smeri zaradi tega, potem pokazati boste morali pogum, ampak uspeh ne bo izostal. Tako da zagotovo boste v tem času dobili neke priložnosti, za katere se vam svetuje, da jih izkoristite, ker vam bodo prinesle več finančne varnosti, več denarja, več prilivov torej več financ. Potem, torej v tem času lahko začnete tudi nek nov hobi, neko novo izobraževanje ali pa učenje, in to predvsem na duhovnem področju. Te vsebine duhovne vas bojo v tem času močno zanimale, vas bojo zelo pritegnile. Potem verjetno se vam bo v tem času uresničila neka dolgoletna želja in lahko je prav ta želja povezana z nekim duhovnim izobraževanjem, hobijem, mogoče nekim partnerstvom, ki vas bo zelo podpiralo, to je lahko osebno, poslovno partnerstvo. Na splošno vas bojo ljudje v tem času bolj podpirali. Ljudje, s katerimi se bodo družili. Ti ljudje bojo verjetno bolj duhovni, bolj modri. Zdaj, če ste poročeni, boste srečnejši v tem času, samski pa lahko v tem večjem krogu ljudi, ki jih boste spoznavali, torej v tem krogu ljudi, znancev, prijateljev, novih poznanstev, lahko končno koga spoznate in se tudi zaljubite. Drugače je to dober čas za investicije in kreativnost, tudi za pisanje, učenje, krajša potovanja. Potem odnos z vašimi otroki bo boljši, tudi vaši otroci bodo uspešnejši, če jih imate. Zdravje se vam bo izboljšalo, lahko bi se lotili novih diet, prehranjevalnega režima, telovadbe. Zdaj, preko zdravstvenih projektov bi pa tudi lahko zaslužili, če delate nekaj v zvezi s tem. Zdaj, če ste imeli pa v preteklosti kakšne konflikte s prijatelji, znanci, pa lahko ta konflikt zdaj pozitivno razrešite. To je zelo dober čas za to. Uran v 11. vam od junija prinaša nek nov priliv denarja, predvsem boljše prihodke, ampak tudi spremembe na tem področju. Torej, lahko bi se vam prihodki, zamenjali, torej bi nek prihodek se ukinil, pa boste dobili nek nov prihodek. Lahko bi se vam ta prihodek, ki ga že imate, nenadno povečal, lahko bi dobili, na hitro nekaj denarja, nepričakovano, lahko se vam dokončno uresniči neka želja, poleg tega pa boste verjetno spoznali nove ljudi, to pa bodo osebe, ki vam na daljši rok lahko precej spremenijo življenje. Zdaj, seveda je to odvisno od vaše natalne karte, od vaše individualne natalne karte. Torej, če Raki želite osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate na moj mail na info@orakelci.si, lahko greste tudi na mojo spletno stran oracleoflight.org, na cenik, greste tam spodaj, imate prijavnico za Jyotish svetovanje, tam imate prijavnico tudi za tarot svetovanja, za tarot analize, potem za moje mentorske programe, tudi lahko tam pogledate.
Če pa želite izobraževanje, torej če bi se pa želeli učiti Jyotisha pri meni, morate pa pač na izobraževanje, tam kliknete in vidite, in tam se tudi vidi, torej, kaj ponujamo. Bom pa vse te linke prilepila spodaj v opis, pa kliknete in vas to pelje, torej na svetovanje, pa izobraževanje, torej tisto, kar vas zanima. No, pa smo tukaj že pri levih. Torej, levi, če imate luno v levu, sonce ali ascendent v levu. Torej, kaj se bo pa vam dogajalo? Jupiter in Uran se bosta srečala v vaši 9. hiši, kasneje se bosta maja in junija premaknila v vašo 10. Jupiter bo tam od maja 2025, Uran pa vse do decembra 2024. Zdaj, tale konjunkcija Jupitra in Urana v aprilu se bo zgodila v vaši 9. hiši. To vam lahko prinese neko nepredvidljive dogodke v povezavi z izobraževanjem, učitelji, lahko z nekim potovanjem, lahko pa tudi nenadno zamenjate službo. Vas bo pa to verjetno pozitivno presenetilo in vas navdalo z nekim novim upanjem. To bo bolj kot ne pozitivna sprememba. No, kaj vam pa Jupiter v vaši 10. nosi od maja naprej? Nosi vam veliko novih priložnosti, velik napredek v vaši službi, poslu ali statusu ali pa v obojem in zagotovo boste bolj prepoznani v tem času, uspešnejši, lahko bi napredovali ali pa boste kako drugače nagrajeni za vaše delo in dosežke. Poleg tega boste pozitivno prepoznani v širšem krogu ljudi, lahko bi vas doletela celo slava, torej boste bolj prepoznavni, zagotovo. Razširil se bo krog ljudi, s katerimi delate in ti ljudje bojo bolj modri, bolj duhovni in vam bodo zelo v pomoč. Potem finance se vam bojo v tem času tudi izboljšale, ker bojo te rezultat vašega dela, vašega truda, ki ste ga do zdaj v delo vlagali. Potem boste imeli tudi veliko priložnosti za vodenje, torej za vodilni položaj v službi. Pri tem vam bo seveda zelo pomagal vaš šarm, vaša karizma, samozavest, ki bo v tem času večja kot ponavadi. Poleg tega boste zelo kreativni, tako da vam dobro kaže, naprimer, če ste umetnik ali pa če je vaše delo povezano s kreativnostjo. Pa to velja tudi, če delate v investicijah, na borzi ali pa pri tveganih investicijah, naprimer kriptovalutah. Potem tudi, če delate v povezavi z otroci, izobraževanjem. Torej, če imate otroke in bo šlo zdaj boljše, torej zelo dobro. Samski se lahko na poslu zaljubite, se zapletete v strastno ljubezensko razmerje. Če pa ste že poročeni, pa vam bo v družinskem krogu lepše, kot vam je bilo v preteklih mesecih. Drugače vam pa kaže, da boste s partnerjem, osebnim ali pa ljubezenskim lahko skupaj nekaj delali. Poleg tega vam bodo na delu tudi vaši sodelavci bolj naklonjeni, vas bojo tudi bolj podpirali. Je pa res, da vas drugače v karieri čakajo tudi spremembe, tako da bi lahko službo tudi zamenjali. Posebej, ker se Jupitru v juniju v 10. hiši pridruži tudi Uran. Zdaj, če se ukvarjate z inovacijami, raziskavami, denarjem drugih ljudi, zavarovalniškim poslom, zdravljenjem ali pa ste kriminalist, odkritelj, naprimer, raziskovalec, ali delate s psiholjudi, ste naprimer astrolog, se ukvarjate z okultnim, potem boste pa precej bolj uspešni, kot ste bili prej. In priložnosti se vam bojo kar odpirale eno za drugim. Drugače je pa to čas, ko bodo na dan prišle tudi številne skrivnosti, tako da pazite v tej smeri, če si tega ne želite. Pa pazite tudi na svoj ego, posebej v službi. Boste samozavestni, ampak lahko bi vas pa malo zaneslo glede ega, tako da bodite previdni glede tega. Zdaj, Uran v 10. vam od junija torej prinaša večjo usmerjenost na vaš posel in službo in tudi status. Tako boste začeli intenzivno razmišljati, če ste v pravi službi, če je to res tisto, kar si vi želite delati. In če boste ugotovili, da to ni, da ta služba ni prava za vas, lahko v tem času tudi službo zamenjate. Bo pa to za vas pozitivno. Torej, levi, če želite osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate na moj mail info@orakelc.si. Lahko greste tudi na mojo spletno stran oracleoflight.org.
Tam greste po cenik, spodaj imate prijavnico, tako za Jyotish svetovanje, kot tudi za tarot svetovanje, tudi za tarot analize, ali pa za moj mentorski program, če vas slučajno zanima. Spodaj bom prilepila, torej v opisu vse linke, bom prilepila tudi linke za izobraževanje, če bi vas slučajno zanimalo, da se bi pri meni izobraževali Jyotish tarot ali pa kaj drugega, ne? No, pa smo že pri devicah. Torej, če imate luno v devici, sonce ali ascendent v devici, kaj se bo pa vam dogajalo? Torej, Jupiter in Uran se boste srečali v vaši 8. hiši, kasneje se boste od maja in junija premaknili v vašo 9. Jupiter bo tam do maja 2025, Uran pa do decembra 2024. Zdaj, konjunkcija v aprilu, torej Jupitra in Urana, se bo zgodila v vaši 8. hiši in to vam lahko prinese neke nepričakovane in nenadne spremembe. Lahko naprimer povezavi z denarjem, lahko povezavi z dediščino, denarjem vašega partnerja ali pa nekim pravnim poslom. Drugače pa pazite na zdravje v tem času. No, Jupiter v vaši 9. vam pa od maja prinaša več stabilizacije, več optimizma v vaše življenje, tudi navdušenja. Drugače se boste v tem času bolj posvetili izobraževanju, lahko višjemu ali pa duhovnemu izobraževanju. To pomeni, naprimer, da se boste verjetno udeležili kakšnega izobraževanja ali bili pa sami učitelj, svetovalec, mentor. Torej, lahko bi bili tudi vi tisti, ki boste učili druge. Znanje in vedenje se vam bo povečalo, bolj modri boste, ljudje se vam bodo obračali, torej k vam se bojo obračali ljudje za nasvete. Lahko pa bi v tem času tudi obiskali učitelja, guruja, lahko tudi očeta in ga vprašali za nasvet ali se pa izobraževali pri njem. Na splošno boste imeli v tem obdobju boljši odnos z očetom. Priložnosti za potovanje bodo večja, tudi raziskovanja, potem veliko bo priložnosti za rast, predvsem na duhovnem področju. Tako bo mogoče zdaj čas, ko se boste končno lotili neke duhovne prakse, ki ste jo do zdaj odlašali, mogoče boste potovali na neko romanje ali pa obiskali nek tempelj, cerkev. Poleg tega se bo tudi vaš vrednostni sistem v tem času malo spremenil, lahko da boste malo bolj tradicionalni kot ponavadi, ali pa se boste usmerili v raziskovanje in poglabljanje drugih kultur. Zelo boste tudi povezani s svojimi domačimi, želeli boste tudi njih navdihniti za duhovno, posebej boste povezani z mamo, z mamo se boste zelo čutili povezani, lahko tudi z duhovne plati. Potem, če imate otroke, boste tudi njih učili tradicije in približali duhovno učenje, če imate seveda otroke, boste precej duhovni povezavi z njimi tudi. Potem lahko bi vas v tem času obiskal guru, lahko duhovnik na domu, lahko bi se z družino tudi odpravili na kakšno dolgo potovanje. Drugače boste pa imeli tudi željo po raziskovanju svojih korenin. In vas bojo precej zanimali vaši predniki. Torej, zelo vas bo zanimalo, od kje prihajate, kdo so vaši predniki, kje so živeli, kakšni so bili, to vas bo v tem času vse zelo zanimalo. Zdaj, če pa ste starejši, bi pa lahko v tem času dobili vnuka, če imate odrasle otroke. Vaša partnerstva bodo v tem času bolj poglobljena, torej tako osebna in poslovna, bolj duhovna in topla. Lahko se poročite v tem času, če že imate partnerja, ali pa z njim odidete na neko daljše potovanje. Tudi samski lahko koga spoznate, lahko v krogu prijateljev, znancev ali pa na potovanju. Zdaj, to je za vas kar dober tranzit, ker boste bolj srečni, bolj optimistični, bolj pozitivni. Ker device imate Ketuja v prvi hiši, to je za vas kar težek tranzit. In tale Jupiter v 9. vam bo pa od maja prinesel več pozitivizma, več optimizma, več stabilnosti. Uran v 9. pa vam od junija prinaša tudi več sreče, več zadovoljstva, pa tudi več priložnosti za duhovno rast, za duhovni razvoj, tudi za daljša potovanja v tujino. Zato izkoristite, to je za vas dober tranzit. Torej, če
Torej, device želite osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate na mojem mailu na info@orakelluci.si, lahko pa greste tudi na mojo spletno stran oracleoflight.org pod cenik, tam imate torej vse cene tudi napisane, spodaj pa imate prijavnico za Jyotish svetovanje, torej Jyotish analize, tudi tarot analize, tarot svetovanje, tudi za mentorske programe in se lahko prijavite, če boste torej se želeli česa udeležiti pri meni, lahko se tudi prijavite na izobraževanje, če vas to zanima, Jyotisha, tarot ali česa drugega. Torej vse linke bom prilepila spodaj v opis in vas te peljejo torej na mojo spletno stran in tam torej lahko pogledate, kaj vas zanima in se lahko na kaj prijavite. Lahko tudi preko teh linkov, torej preko enega izmed linkov kupite tudi moje karte Rosetta, če vas to zanima. No, pa smo že pri tehnicah. Torej, kaj se vam pa bo zgodilo, če imate luno v tehnici, sonce ali ste ascendent v tehnica? Torej, Jupiter in Uran se bosta srečala v vaši 7. hiši, kasneje se bosta maja in junija premaknila v vašo 8. hišo. Jupiter bo tam do maja 2025, Uran pa do decembra 2024. Torej, konjunkcija v aprilu se bo zgodila torej v vaši 7. hiši, kar vam v partnerstvu prinaša neke nenadne zasuke, neke spremembe. Sprejmite jih, za vas bodo verjetno pozitivne. Potem Jupiter v vaši 8. vam od maja prinaša finančne dobitke preko partnerstv, lahko osebnih ali poslovnih, lahko od obojih. Finance lahko pridobite tudi preko družine, doma, mlajših bratov, sester, sodelovanj z drugimi, naprimer sodelavci ali po okolico, znanci, prijatelji, lahko tudi v povezavi s tujino. Posebej, če naprimer delate za druge ljudi, kakšne storitve v smislu servisiranja, poslušanja drugih v javni upravi ali pa mogoče na področju zdravstva, lahko v zaprtih ustanovah. Posebej povezavi s kroničnimi boleznimi ali pa boleznimi, ki so povezane s psiho, torej če ste naprimer psiholog, psihiater, terapevt, zdravitelj ali pa psihoterapevt. V tem primeru vam bo šlo zelo dobro in boste uspevali, čaka vas napredek in razvoj, imeli boste tudi dovolj strank in s tem tudi dovolj dela. Tudi če ste kriminalist ali se ukvarjate z okultnim, naprimer astrologijo, vedsko astrologijo, Jyotishom, reikijem, tarotom ali pa čim podobnim. Potem postali boste tudi finančno bolj modri, se boste bolj praktični in to bo zelo koristilo vašemu premoženju na splošno. Ta tranzit je drugače res dober za vaše finance, posebej pa je dober za spremembe in za preobrazbe na splošno. Pa tudi za spremembe v povezavi s skupnim premoženjem ljudi, ki so vam blizu, to je lahko naprimer partner ali družina ali pa kdo drug. Torej tukaj se bojo dogajale neke spremembe. Drugače boste s partnerjem bolj povezani na intimni ravni in to tudi lahko v vas sproži neke transformativne izkušnje, kar bo tudi dobro za vas. To je tudi dober čas za razreševanje kakšnih škodljivih podzavestnih vzorcev in travm, to boste zdaj lahko zavestili, sprejeli. Tudi vaš pogum in trud bo v tem času nagrajen tako z uvidi, duhovnim napredkom, kot tudi finančno. To obdobje bo drugače dobro za učenje komunikacijskih veščin, pisanja, finančne pismenosti. Potem vaša komunikacija se bo izboljšala, bo modrejša, ljudje vas bojo poslušali s spoštovanjem. Potem tudi hobiji bodo v ospredju v tem času, krajša potovanja in delovna rutina. Drugače bi se pa v tem času lahko tudi selili, naprimer spremenili dom, okolje, sosede, prijatelje. Na splošno je to čas, ko boste lahko premagali težave, ovire in tudi sovražnike, boste pa lahko premagali tudi svoje slabosti in zato je to za vas kar dober tranzit v tem smislu. No, Uran vam pa, torej v vaši 8. vam pa prinaša neke nepredvidljive, ampak pozitivne spremembe, to je tako v vašem intimnem življenju, pa tudi v financah, ki si jih delite s partnerjem. Tam tudi lahko pričakujete spremembe. No, tehnice, če me želite kontaktirati za osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate preko mojega maila info@orakelluci.si. Lahko tudi greste na mojo spletno stran oracleoflight.org in se tam prijavite, greste pod cenik, potem torej čisto spodaj
imate prijavnico, se tam lahko prijavite, ampak ne samo za Jyotish svetovanje, tudi za tarot svetovanje, tarot analize, lahko tudi za moj mentorski program Oracle of Light, torej karkoli želite. Zdaj, če bi pa se želeli izobraževati, potem se pa prijavite drugje, torej pa lahko na kontaktu. Spodaj bom prilepila vse linke in si lahko pogledate, in če se želite na kaj prijaviti, torej tisto kliknete, tisti link in vas bo peljal na spletno stran, imate tam vsa navodila. No, pa smo že pri škorpionih. Torej, če imate luno v škorpionu, sonce ali ascendent v škorpionu. Torej, Jupiter in Uran se boste srečala v vaši 6. hiši, kasneje se bosta maja in junija premaknila v vašo 7. hišo. Jupiter bo tam do maja 2025, Uran pa do decembra 2024. Torej, konjunkcija v aprilu se bo zgodila v vaši 12. hiši, kar vam prinaša neke nenadne spremembe pri vašem zdravju ali pa pri vaši delovni rutini, torej pri delu. Tako lahko končno najdete neko rešitev za vaš zdravstveni problem, pri delu lahko pričakujete neke spremembe s sodelavci, v organizaciji dela ali pri vodstvu. Bodo pa te spremembe verjetno pozitivne za vas. No, potem Jupiter v vaši 7. vam pa od maja prinaša večjo usmerjenost na odnose, partnerstva, tudi na uresničenje vaših želja. In tu boste od maja naprej deležni precej več priložnosti za partnerstva. To velja tako za osebna kot poslovna partnerstva. Ta partnerstva bodo temeljila predvsem na duhovnih razsežnostih, torej bodo imela spiritualne temelje, vam bo to pa tudi prinesla finančne dobitke. In vse, kar boste v partnerstvih delali, bo duhovno, stabilno in vam bo tudi prineslo neko materialno zadoščenje. To je lahko v denarju, lahko pa v čem drugem. Potem srečevali boste predvsem poduhovljene ljudi, tudi prijatelji in znanci in okolica, v kateri se boste gibali, bo taka. Torej, to bodo bolj modri, bolj duhovni ljudje. Na splošno vas čaka v tem času več optimizma, več zadovoljstva samim sabo, ne le pri partnerstvih, ampak tudi sami sabo boste bolj zadovoljni. Do ljudi boste tudi sami pristopali z duhovnim pristopom, pri tem vam bo pa seveda v pomoč intuicija, ki bo kar dobra v tem času pri vas. Intuitivno boste izbirali, kdo je za vas dober, kdo ni. Drugače vam ta tranzit prinaša tudi več finančnih nagrad, materialnega zadovoljstva in uspeha. Potem deležni boste tudi več bogastva, to je lahko v povezavi s partnerjem, lahko od investicij, družinskega bogastva. Lahko bi tudi imeli projekte povezane z govorom, tudi preko partnerja. Lahko bi se pa tudi v tem času odločali za družino in imeli otroka. Zdaj, če otroke že imate, boste skupaj s partnerjem in z otroci preživljali več časa, torej z družino boste več časa skupaj, tako z otroci kot s partnerjem. Verjetno se boste odpravili na več skupnih izletov, se imeli lepo. Potem boste zelo tudi usmerjeni v vaše prehranjevalne navade. Tako da verjetno boste s partnerjem jedla podobno ali pa se boste oba trudila za zdravo prehrano, tudi se boste trudila, da to naučite otroke. Ne glede na to, kaj boste delali, boste to verjetno počeli z nekom bližnjim. Torej z osebnim partnerjem, poslovnim, lahko tudi z bratom, sestro, z otroci. Zelo boste tudi kreativni v tem času in tudi preko takih projektov bi tudi lahko zaslužili. Ob tem pa boste imeli zagotovo tudi pomoč, torej ljudje vam bojo stali ob strani v tem času. Samski lahko v tem času spoznate nekoga, ki bi želel resno vezo. Če pa ste že vezani, pa bo vaša veza postala resnejša, bolj dolgoročna, lahko se tudi poročite v tem času, to je dober čas za to. To je res dober tranzit pri vas za veze in partnerstva, zato se vam svetuje, da to izkoristite. Torej, Uran v 7. pa vam od junija prinaša neke nepredvidljive spremembe v partnerstvu in v odnosih, te bojo pa večinoma pozitivne. Torej, škorpioni, če zdaj želite osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate na mojo spletno stran, torej na moji spletni strani na kontakt.
Lahko pa mi pišete na moj mail info@orakelluci.si. Torej, če boste šli na spletno stran oracle.org, torej me lahko kontaktirate preko kontakta ali pa preko cenika, ker tam, kjer je podstran cenik, imate spodaj tudi prijavnico, tako za Jyotish svetovanja, kot tudi tarot svetovanja, torej Jyotish analize, tarot analize. Lahko se tukaj prijavite tudi na mentorski program Oracle of Light, če bi to želeli. Medtem ko za izobraževanje se pa lahko prijavite na kontaktu, če bi se želeli izobraževati pri meni. Drugače bom pa spodaj v opisu prilepila vse linke in ti vas bojo vodili. Torej, če boste na njih kliknili, vas vodijo na spletno stran in tam imate potem vse informacije. No, pa smo tukaj že pri strelcih. Torej, če imate luno v strelcu, sonce ali ascendent v strelcu, torej Jupiter in Uran se bosta srečala v vaši 5. hiši, kasneje pa se bosta maja in junija premaknila v vašo 6. hišo. Jupiter bo tam do maja 2025, Uran pa do decembra 2024. Torej, konjunkcija v aprilu se bo zgodila v vaši 5. hiši. To vam seveda prinaša neke nepredvidljive dogodke, lahko povezavi z ljubeznijo, lahko otroci, tudi znanjem in uspehom. Potem, torej, kaj vam to lahko prinese? Lahko nepričakovano zanosite. Če ste toliko stari, torej, če ste v takem obdobju v življenju, lahko se pa tudi kaj zgodi povezavi z vašimi otroki. V ljubezni drugače tudi pričakujete neke spremembe, ampak te bodo verjetno pozitivne. No, Jupiter v vaši 6. pa vam od maja prinaša več modrosti, predvsem glede vašega zdravja, tudi dela, potem prinaša vam več priložnosti pri delu in sodelavcih. Tako bi se lahko v tem času lotili nekih projektov v povezavi z zdravjem, lahko tudi alternativnim zdravljenjem ali čim podobnim. Naprimer, lahko bi se ukvarjali z zdravstvenimi pripomočki, lahko prehrano, dietami. Verjetno boste vaše delo želeli povezati z nekimi zdravstvenimi projekti, z njimi pa tudi zaslužiti. In vse to bo v vaše delo prineslo tako več stabilnosti kot tudi varnosti. Potem boste močnejši v svojem poslu, bolj vzdržljivi, boste bolj odporni. Poleg tega boste za svoj posel in torej za vašo službo boste pripravljeni delati več kot prej. In ta vztrajnost bo obrodila sadove, saj se vam bodo izboljšali tudi prihodki oziroma premoženje, čeprav vam to v tem času mogoče ne bo ravno tako pomembno, ker se boste bolj od tega umaknili. Potem lahko bi delali tudi prostovoljno, zelo boste optimistični, polni upanja, v želji, da pomagate drugim ljudem. In tudi vaša preventiva je v tem času taka, da je zelo dobro, da pomagate drugim. Lahko tudi delate kaj v povezavi z živalmi, z muckami, psi, lahko tudi njim pomagate. Ali tudi azilom, ki skrbijo za živali, ki nimajo doma, tudi njim lahko pomagate. To je za vas zelo dobra preventiva v tem času. Potem vaša intuicija bo zelo dobra, z njo si boste pri delu in službi zelo pomagali, tudi v odnosu do konkurence, tudi tukaj boste zelo uspešni in boste s to konkurenco lahko pometli, kot že dolgo ne. Vaš fokus bo tudi na vašo rutino in tako v povezavi z delom, kot tudi domom. Lahko bi pač imeli v tem času neko rutino tudi doma, ki bo izboljšala vašo zdravje, ker se boste zelo zavedali, kako je to pomembno. Pa tudi pri delu se boste držali reda in discipline. Potem to je drugače, to dober čas za renovacijo vašega doma, če si to želite, torej za prenovo, tudi za nakup doma, posesti. Potem odnos z mamo bo zelo dober v tem času, pa tudi vi sami boste v sebi srečnejši, bolj optimistični, bolj zadovoljni. V tem času lahko posel in službo tudi zamenjate. Ampak to bi bila za vas dobra sprememba. V družini se bodo zadeve precej izboljšale, vaš govor bo dober, drugi vas bojo poslušali, cenili bojo vaše mnenje. Pazite le, da boste dobro razmislili, preden podate svoje mnenje komu drugemu. In da boste pazili, kaj rečete in tudi komu rečete, posebej v službi. Drugače boste pa v poslu v službi bolj stabilni, izboljšala se bo vaša javna slika, pa tudi več varnosti boste čutili, več kot ste jo prej. Tako da to je v bistvu kar dober tranzit za vas, no.
Uran v 6. vam od junija prinaša neke spremembe v vaši rutini pri delu, zdravju, lahko tudi zamenjate službo v tem času, sodelavce, lahko se lotite neke nove diete, torej nekega novega prehranjevalnega režima ali pa neke nove rutine. In to bo vse z namenom izboljšanja vašega zdravja. To je drugače zato dober tranzit in nasplošno je to dober tranzit, se boste postali bolj pozorni nase, na svoje počutje in to bo seveda vse vodilo k nekim pozitivnim spremembam. Zdaj, strelci, če želite osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate na mail info@orakelutsi.si, lahko greste tudi na mojo spletno stran oracleoflight.org. Tam greste na cenik, spodaj je prijavnica za Jyotish analize, tarot analize, za tarot svetovanje, lahko izpolnite, se prijavite. Zdaj, če bi pa radi se izobraževali pri meni, greste pa lahko na kontakt in tam upišete svoje podatke, napišete, kaj želite in vas potem jaz kontaktiram preko maila. Drugače bom pa dala vse povezave, torej linke bom dala spodaj v opis. No, pa smo tukaj že pri kozorogih. Torej, če imate luno v kozorogu, sonce ali ascendent v kozorogu, torej kaj pa vas čaka? Jupiter in Uran se bosta srečala v vaši 4. hiši, kasneje se bosta maja in junija premaknila v vašo 5. Jupiter bo tam do maja 2025, Uran pa do decembra 2024. Torej, konjunkcija v aprilu se bo torej zgodila v vaši 4. hiši. To vam prinaša neke nepredvidljive spremembe v vašem domu, lahko tudi pri avtomobilu, pri mami vaši. Tako boste mogoče morali v domu kaj na hitro popraviti ali pa spremeniti, ali pa boste na vrat na nos kupili nov avto, ali pa se bo kaj zgodilo z vašim avtomobilom. Vaša mama pa mora v tem času paziti na zdravje. Drugače, Jupiter vam v vaši 5. od maja prinaša velik fokus na vaše otroke, če jih imate, tudi na ljubezen, tudi na znanje, uspeh. Zdaj, če otrok nimate, vam ta tranzit lahko prinese otroka, lahko vam prinese neko novo ljubezen, lahko pa tudi neko nov ustvarjalni projekt. Naprimer, lahko, kaj zvem, napišete knjigo mogoče ali pa naredite spletno stran. To je drugače pozitiven tranzit, ki vam prinaša več modrosti, optimizma, tudi zadovoljstva. Vašim otrokom, če jih imate, bo šlo dobro v tem času. Lahko vaše otroke začne zanimati duhovni vidik življenja, tudi bodo precej bolj zreli, bolj modri v tem času, tudi finančno jim bo šlo bolje, tudi pri izobraževanju jim bo šlo bolje, tudi vi se boste v odnosu do vaših otrok počutili bolje in zadeve se bojo stabilizirale, posebej, če so bile prej težke. Tudi otroci bojo nasplošno stabilnejši, odločnejši, močnejši, tudi bolj optimistični. Poleg tega vam bo šlo tudi v ljubezni bolje, dobro se boste razumeli s svojim partnerjem, samski pa boste imeli v tem času res veliko priložnosti za to, da nekoga najdete, torej nekoga, ki vam je všeč. To bi bilo lahko na kakšnem potovanju, v tujini ali pa v okolju, kjer živite. Zelo veliko boste imeli priložnosti za ljubezen, torej povsod bojo te priložnosti, tako da dajte jih izkoristiti. Če imate partnere, boste z njim lahko tudi imeli lepšo vezo, lahko bi z njim kaj investirali. Nasplošno vas čaka tudi izboljšanje vaše finančne slike, ker bo denar pritekal bolj pogosto, torej tukaj boste bolj stabilni pri financah, pazite pa na stroške. Torej, tukaj pa morate biti pazljivi, ker boste zapravljali za otroke, projekte, lahko potovanja, drugače se vam bo intuicija izboljšala in potem boste bolje vedeli, komu lahko zaupate, komu ne. Potem tudi lažje se boste odločili, sprejemali bolj modre odločitve. Potem tudi vaša kreativnost bo na višku. Kreativni projekti pa bi bili lahko povezani s tujino, zaprtimi ustanovami, socialnimi omrežji in vsi ti projekti vam lahko prinesejo tudi prihodke, torej več financ. Potem vas bo v tem času zanimalo tudi višje izobraževanje, predvsem na duhovnem področju, potem zanimale vas bojo tudi duhovne prakse, meditacija, joga, torej energija, dvig zavesti. Poleg tega bi vas lahko povleklo na romanje, saj se boste bolj kot prej želeli umakniti na samo.
Potem tudi vaši nasveti bodo bolj duhovni, boste bolj modri, bolj samozavestni. V ospredju bodo tudi hobiji, nove veščine, vaš odnos z mlajšimi brati, sestrami se bo tudi precej izboljšal. Zdaj, nasplošno je to tranzit, ki vas bo duhovno prizemljiv. Naredil vas bo tudi bolj optimistične, bolj zadovoljne in tudi finance se vam bodo izboljšale. Tudi kreativni boste bolj. Zdaj, Uran v 5. pa vam od junija prinaša neke nepredvidljive spremembe pri vaših otrocih. Če jih imate, lahko tudi zanosite, če ste v takem obdobju. Prinaša vam spremembe tudi v ljubezni, pri uspehu, pri investicijah, znanju. Torej, lahko bi se na hitro zaljubili v tem času in ta ljubezen bi bila lahko za vas kar usodna, ampak pozitivna. Tako da bo kar pestro za vas. Torej, kozorogi, če želite osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate na moj mail na info@orakelutsi.si. Lahko greste tudi na mojo spletno stran oracle.org, pa greste tam na cenik ali kontakt. Na podstrani cenik imate spodaj prijavnico, torej za Jyotish svetovanja, tarot svetovanja, analize. Zdaj, če pa bi radi se izobraževali pri meni, pa greste na kontakt, pa tam na kontaktu napišite, kaj želite. In me lahko pač na ta način kontaktirate. Drugače pa tudi na mail mi lahko napišete, če bi želeli se izobraževati pri meni. Drugače bom pa vse linke v povezavi s tem, torej povezavi z Jyotish svetovanjem ali pa mogoče tarot svetovanjem in pa Jyotish izobraževanjem, vse linke bom prilepila spodaj v opis. Tako da kliknete na link, pa vas pelje na spletno stran. No, pa smo že pri vodnarjih. Torej, kaj pa vas vodnarje čaka? Torej, vodnarji. Če imate torej luno v vodnarju, sonce, ali ste ascendent v vodnarju, ali je ascendent v vodnarju, torej, Jupiter in Uran se boste srečala v vaši 3. hiši, kasneje se bosta maja in junija premaknila v vašo 4. Jupiter bo tam do maja 2025, Uran pa do decembra 2024. Konjunkcija v aprilu se bo zgodila torej v vaši 3. hiši. To vam prinaša neke nepredvidljive dogodke in spremembe v vaši okolici, soseščini, lahko pri mlajših bratih, sestrah, če jih imate. Lahko se vam zgodi tudi dvig pozornosti na socialnih omrežjih ali pa na spletni strani, če imate torej tako službo, tak posel, da ste povezani s socialnimi omrežji, da si želite tam več prepoznavnosti, bi se to v tem času lahko zgodilo, torej precej več prepoznavnosti v aprilu. Bo pa ta sprememba, torej vse te spremembe, nepredvidljive, torej v aprilu bojo za vas pozitivne. No, drugače bo pa Jupiter v vaši 4. hiši in od maja vam prinaša večji fokus na vaš dom, tudi na vašo samozavest, splošno izobrazbo, tudi na avtomobile, tudi bolj mirni boste v srcu. V ospredju bo vaš odnos z mamo, ki se bo precej izboljšal in popravil, posebej, če je bil prej slabši. Potem zelo se vam bo v tem času izboljšalo finančno stanje. V domu lahko pričakujete povečanje vašega premoženja. In to povečanje bi bilo pa lahko zaradi neke dediščine, rešitve pravnih zadev, denarja vašega partnerja, investicij ali pa mogoče vaših vlaganj v borzo v preteklosti. Torej bi se vam to lahko zdaj obrastovalo. Bo pa izboljšanje financ verjetno tudi posledica vašega uspeha v službi. V službi bi lahko v tem času napredovali in zato se vam bojo tudi tekoči prihodki precej izboljšali. In to vam bo potem omogočilo, da boste lahko naredili neke spremembe v domu, naprimer, da boste dom prenovili, renovirali ali pa se celo preselili v nov dom. Lahko v tem času kupite tudi posest, hišo, lahko stanovanje, lahko ga tudi dobite kot dediščino ali pa zaradi nekega pravnega postopka. Na splošno bo to obdobje, ko boste tudi vi v sebi srečnejši, bolj mirni, bolj zadovoljni, boste res bolj mirni v srcu, zato je to za vas dober tranzit. In tudi zaradi situacije v domu boste bolj optimistični, bolj srečni, bolj zadovoljni.
Vaš dom bo tudi bolj prijeten, vi se boste dobro počutili v domu. Poleg tega boste zdaj končno vedeli tudi v domu, kaj želite, kaj ne želite, kaj vas osrečuje. In vse to vam bo tudi prineslo samozavest. Potem lahko bi delali bolj doma kot ponavadi, ker vas bo tudi osrečilo. Lahko bi tudi v tem času kupili nov avto. Vse odločitve, ki jih boste v tem času sprejemali, bodo pod močnim vplivom vaše intuicije, ki bo tudi v tem času res dobra. Potem zelo vas bo privlačilo vse nenavadno, zanimivo, okultno, spiritualno. To je dober čas za raziskovanje svoje notranjosti. Naprimer, če imate kakšne škodljive notranje programe, vzorce, lahko to zdaj ozavestite, rešite. Lahko to potem, ko zavestite, rešite, tudi končno spustite. Tako boste tudi sebe lahko močno preobrazili, dvignili zavest in seveda vse to bo izboljšalo kvaliteto vašega življenja. Tudi boste lahko izboljšali prehranjevalne navade v tem času, vaš govor bo tudi boljši, potem se bo povečalo tudi število vaših prijateljev, ki jih boste povabili v svoj dom in boste skupaj uživali v kakšnih zabavah, srečanjih. In ti ljudje bojo predvsem duhovni, bolj modri in tudi verjetno boste samo take spustili k sebi v dom. Ker boste tudi želeli, da ljudje, ki vam ljudje, ki pripomorejo k vaši duhovni rasti, torej take ljudi boste želeli povabiti v vaš dom. In skupaj boste torej uživali. In z njimi se boste seveda pogovarjali o duhovnosti, o vprašanjih povezanih z okultnim. Uran v 4. vam tudi od junija prinaša neke spremembe v dom, lahko prenovo, preselitev, nakup ali prodajo vašega doma. Zdaj, ne glede pa na to, kaj se vam bo dogajalo, bo pa ta sprememba za vas kar pozitivna. Zdaj, če želite vodnari osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate na moj mail info@orakelci.si. Lahko greste tudi na mojo spletno stran oracleoflight.org, greste tam na kontakt ali pa cenik. Na ceniku spodaj imate tudi prijavnico, se tam lahko prijavite za Jyotish svetovanje, torej Jyotish analizo, lahko tarot analizo ali tarot svetovanje, lahko tudi na moj program Oracle of Light, na mentorski program Oracle of Light. Zdaj, če bi se pa želeli izobraževati, pa tudi lahko na kontaktu, pod kontakt greste, pa se tam prijavite ali mi pa pišete na mail. Drugače bom pa vse linke prilepila spodaj, kliknete na link, pa vas pripelje na spletno stran, pa me tam torej, na kontaktu lahko kontaktirate. No, pa smo že pri ribah. Torej riba, če imate luno v ribah, sonce ali ste v ascendentu riba, Jupiter in Uran se bosta srečala v vaši drugi hiši, kasneje se bosta maja in junija premaknila v vašo tretjo hišo, Jupiter bo tam do maja 2025, Uran pa do decembra 2024. Torej, konjunkcija v aprilu se bo zgodila v vaši drugi hiši, kar vam prinaša neke nepredvidljive dogodke in zato neke nenadne spremembe povezavi z vašo družino, premoženjem in tudi govorom. Tako vas lahko povezavi z družino kaj močno preseneti, lahko vezi premoženja. Pazite v govoru, posebej v službi. Drugače vam Jupiter v vaši tretji od maja prinaša neke pomembne premike, saj Jupiter vladar vašemu ascendentu, tako da to je za vas zelo pomemben planet. Prinesel vam bo več poguma, navdušenja, vaš govor bo bolj optimističen, tudi vaš odnos z mlajšimi brati in sestrami bo boljši, če jih imate. Lahko tudi z njimi boste mogoče naredili kakšne projekte, ki bojo finančno zelo uspešni. Na splošno boste v tem času finančno uspešnejši in tudi bolj stabilni. Pri denarju boste čutili precej več varnosti kot prej, tudi pogumnejši boste v vsakodnevnih izzivih, tudi v službi. Potem v poslu se boste drugače tudi več trudili, ker boste hoteli izkazati svoje talente in od njih boste pa želeli tudi kaj zaslužiti. Zato boste vse dejavnosti, tudi hobije malo prevetrili v tem času, da boste videli, kaj se vam splača in kaj ne. Ker zdaj vam bo namreč pomemben tudi materialni vidik vseh zadev, ki jih počnete. Torej, če imate nek hobi, ki mogoče vam daje veliko veselja, ampak nimate od njega nobenih koristi, bi to znali tudi malo opustiti v tem času.
Hodili boste na veliko kratkih potovanj, srečevali boste veliko ljudi, krog ljudi se vam bo v tem času zagotovo povečal. Zdaj, če ste prisotni na socialnih omrežjih, še posebej, če je to vaša služba, lahko pričakujete porast sledilcev, torej več ljudi vam bo sledilo v tem času, bolj boste vidni, bolj prepoznani, tudi bolj cenjeni. Potem imeli boste tudi več prijateljev, s katerimi boste komunicirali, si dopisovali. Zdaj, svetuje se vam, da v tem času krožite med ljudmi, da boste bolj vidni, ker to se vam bo na koncu finančno precej obrestovalo. Odprite se svetu, pokažite svoje talente, ne bo vam žal. Bo pa imelo vaše delo zagotovo nek duhovni prizvok, tudi sodelovati boste želeli z ljudmi, ki so bolj duhovni, bolj spiritualno odprti. Poleg tega je to tudi zelo dober čas, da se naučite nekih novih spretnosti, ker tudi te bi vam kasneje lahko prinesle dodaten prihodek. Naprimer, lahko bi tudi naredili spletno stran v tem času, lahko bi kaj zaslužili preko interneta. Če ste vezani, boste v tem času s partnerjem imeli dober odnos in se boste za odnos trudili. Tudi partner se bo malo mehčal, se vam bo več posvetil, ker v preteklosti se vam verjetno ni. Samski lahko koga spoznate preko številnega kroga ljudi, s katerimi se boste družili, lahko preko prijateljev, lahko preko bratov, sester ali pa v službi. Bo pa ta oseba bolj duhovna, torej bolj vas bojo privlačili duhovni ljudje ali pa ljudje, ki jih zanima duhovnost. V službi boste tudi dobro zaslužili, vaš trud bo bolj cenjen, bolj boste prepoznani, lahko celo napredujete v tem času, zaradi tega pa se vam lahko poveča tudi plača in seveda bo to vplivalo potem, da boste glede financ bolj stabilni. Sodelovanje s poslovnimi partnerji bo boljše, zato je to kar dober tranzit, izkoristite ga kar najbolj. Uran v 3. vam od junija prinaša neke nepredvidljive spremembe v vaši okolici, lahko pri naših bratih in sestrah, potem preko ljudi, ki so vam blizu ali pa ljudi, ki živijo v vaši okolici. To bo drugače zelo dober čas za vidnost na socialnih omrežjih in povezavi z delom, oziroma z delom, ki je povezan z internetom, če naprimer delate kaj v zvezi s tem, torej spletnimi stranmi, ali pa če kaj prodajate. Torej, če imate naprimer spletno stran, preko katere prodajate, ali pa če naprimer delate v marketingu, v trgovini, bo to za vas zelo dober čas. Potem, če se naprimer ukvarjate z računalniki, pisanjem, govorom, je to zelo, zelo dober čas za vas. Kot sem že prej rekla, torej že Jupiter bo povečal vaše sledilce, pa tudi Uran v 3. lahko prinese to, da se vam zelo poveča krog sledilcev, torej ljudi, ki vas spremljajo. Ali boste pa enostavno se družili z več ljudmi. Zdaj, če delate, kaj v zvezi z internetom, socialnimi omrežji, potem se vam zelo splača izkoristiti ta potencial, ki vam ga prinašata Jupiter in Uran v 3. Potem se vam tudi zelo splača izkoristiti vaše talente, ker boste finančno nagrajeni. Potem v tem času lahko iz hobija naredite tudi posel, se naučite novih veščin in pokažete svoj pogum. To vse se vam bo finančno obrestovalo. Ribice, torej če želite osebno Jyotish analizo, me lahko kontaktirate na moj mail info@oracle.si. Lahko greste tudi na mojo spletno stran oracleoflight.org, tam greste pod cenik ali pa pod kontakt. Pod cenikom imate prijavnico, se tam lahko prijavite za Jyotish svetovanje, Jyotish analizo oziroma tarot analizo, lahko tudi tarot svetovanje, lahko tudi mentorski program Oracle of Light. Če pa želite izobraževanje, torej se izobraževati pri meni, greste pa lahko na kontakt, pa se tam prijavite, ali pa na moj mail greste pa, torej info@oracle.si, pa mi tam napišete, kaj želite. Drugače bom pa vse linke prilepila spodaj in vas ti peljejo na spletno stran, torej in seveda lahko tam pod kontakt napišete, kaj želite. To je za danes vse, torej sem obdelala vse znamenje, želim vam lep dan, še naprej.